Spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, dober večer. Upam, da ste preživeli prijetne velikonočne praznike in se niste najedli preveč pirhov in potice. Kot sem napovedala že ob koncu prejšnje oddaje, pa bomo nocoj spregovorili o raku pljuč. Na pogovor sem povabila predstojnico oddelka za pljučne bolezni UKC Maribor, gospo asistentko Dušanko Vidovič, doktorico medicine, specialistko interne medicine in pnevmologije. Dober večer. Dober večer. Vesela sem, ker ste se odzvali našemu povabilu. Kot sem omenila že uvodoma, ste predstojnica oddelka za pljučne bolezni v Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru. Ali bi nam lahko za začetek povedali, s katerimi boleznimi se nekako zelo pogosto srečujete na vašem oddelku in koliko odstotkov vaših bolnikov se zdravi pri vas prav zaradi pljučnega raka, o katerem bo nocoj vendarle tekla glavna beseda? Ja, na oddelku za pljučne bolezni UKC Maribor smo zadolženi za pulmološko obravnavo prebivalcev Podravske regije. Se pravi, nekje 300 tisoč prebivalcev gravitira na naš oddelek. Ukvarjamo se z vsemi pljučnimi boleznimi, največ bolnikov sprejmemo zaradi pljučnic, poslabšanje kronične obstruktivne pljučne bolezni, nekaj manj je sprejetih zaradi poslabšanja astme in redke pljučne bolezni, s temi se tudi ukvarjamo, zelo zahtevna veja pulmologije, vendar je tega manj. No, vse ostalo pa je že v bistvu ukvarjanje s pljučnim rakom, se pravi diagnostika, zdravljenje in pa seveda spremljanje teh bolnikov po zdravljenju. Lahko bi rekli, da nekako v našo deželo se je že prikazala pomlad, pa vendar so ohladitve. Zaradi katerih bolezni so pa trenutno najbolj zasedene vaše bolniške postelje? No, naše bolniške postelje so še vedno zelo zasedene. Letošnja sezona je bila zelo težka, bom rekla, veliko pljučnic, veliko bolnikov z gripo, zapleti je bilo sprejetih na naš oddelek in še vedno so prisotne pljučnice in oddelek je še vedno poln. Upajmo, da ta sezona teh sezonskih bolezni, če lahko temu tako rečem, vendarle kmalu mine in da ne boste več imeli toliko dela in toliko bolnikov s temi diagnozami. Sicer pa rak pljuč oziroma pljučni rak. Kaj bi nam lahko povedali o sami zgodovini te bolezni? Kako dolgo je že poznana med strokovnjaki? Se vi že od začetka svoje kariere tako zelo pogosto srečujete slednjo? Ja, pljučni rak je pravzaprav bila nekoč redka bolezen. Potem, ko se pojavijo cigarete, kajenje, je to postane pogostejša bolezen in v bistvu nekje po prvi svetovni vojni so nemški zdravniki ugotovili povezavo med kajenjem in nastankom pljučnega raka. Bolj intenzivno, bolj se začne o povezavi med kajenjem in pljučnim rakom govoriti nekje okrog leta 1950. So naredili britanski zdravniki raziskavo in tudi dokazali, da je pljučni rak bolezen kadilcev. Tako da ta bolezen je nedvomno povezana s kajenjem in odkar se kadi, je tudi vedno pogostejša. Žal. Torej, če spregovoriva o vrstah pljučnega raka, bi jih lahko našteli in malce opredelili, kaj zanje je značilno, po čem se med seboj razlikujejo. V mislih imam drobnoceličnega, ploščatoceličnega in velikoceličnega. Ja. Zdaj ste našteli histološke podtipe tega raka, se pravi, ko mi odvzamemo košček tkiva, košček tumorja, se ga pregleda, se pravi patolog postavi to diagnozo, za kakšno vrsto pljučnega raka gre. To je pomembno za zdravljenje, da se odločimo za pravilno vrsto zdravljenja.
Že prej ste omenili, da odkar so kadilci, je ta bolezen vendarle vse pogostejša. Pa vendar me zanima, ali v zadnjih letih, v zadnjih desetletjih število obolelih s pljučnim rakom narašča ali morda upada, kakšna je trenutna situacija? Ja, zdaj recimo, če mogoče pogledava za Slovenijo, v zadnjih 20 letih pri moških pljučni rak narašča in je narasla za 22%, recimo pri ženskah pa za 180%. Se pravi, nekoč je to bila bolezen moških kadilcev, v zadnjem času pa seveda vedno več žensk kadi, ali pa v zadnjih 50 letih vedno več žensk kadi in je ta rak strmo narastel ravno pri ženskah. Tako da pri ženskah močno narašča, dočim pri moških pa sicer narašča, ampak nekoliko manj. Zaenkrat še vedno zboli več moških kot žensk, ampak ta podatek je kar zaskrbljujoč. Kaj pa, če primerjamo naraščanje obolelih v Sloveniji v primerjavi z ostalimi evropskimi državami, je tudi tam visoko zastopana ta diagnoza? Ja, povsod po svetu. Na svetu zboli približno 1,6 milijon ljudi letno za pljučnim rakom. To je seveda bolezen s slabo prognozo, ker jih tudi vsako leto 1,3 milijon umre za to boleznjo. Se pravi, to je bolezen z zelo veliko zbolevnostjo in smrtnostjo. Tako, v naši oddaji Halo zdravnik nocoj govorimo o pljučnem raku oziroma o raku pljuč. Če se vam porodi kakršnokoli vprašanje na to temo, imate možnost, da nas nocoj pokličete v naš studio na telefonsko številko 02 620 3737 in strokovnjakinji z tega področja zastavite kakšno vprašanje. Tako da telefonske linije odpiramo, midve pa nadaljujeva z najinim pogovorom in predlagam, da se malce ustaviva pri samih dejavnikih tveganja, ki jih je kar nekaj. Kot prvega bi se morda dotaknila prav aktivnega kajenja. Ali drži podatek, da je od 10 bolnikov s pljučnim rakom od teh kar 8 kadilcev? Ja, bom rekla, da ta podatek mogoče celo ne drži, ker po mojih izkušnjah jih je 9 od 10 kadilcev. Se pravi, 90%, mi smo naredili eno manjšo raziskavo na našem oddelku in kar 95% bolnikov, ki smo jim dokazali pljučnega raka, je bilo kadilcev. Se pravi, da vsaj 8 zagotovo, mislim pa, da je to celo več. Ali tveganje dejansko zavisi tudi od količine pokajenih cigaret dnevno, pa seveda tudi od starosti ob začetku kajenja? Kakšne so vaše izkušnje? Ja, zdaj pljučni rak nastaja počasi, bom rekla. Se pravi, je potrebno neko določeno obdobje kajenja, da se začne ta rak razvijati. Recimo 20 let, 20 cigaret na dan, to je že ta doza, ki zadostuje za razvoj pljučnega raka. Seveda pa je to lahko tudi prej, lahko kasneje, nekateri imajo srečo, pa tudi nikoli ne zbolijo. Ampak ta povezava je precej trdna. Kako pa je kaj z lahkimi in celo ultralahkimi cigaretami, ki jih je mogoče kupiti? Ali slednje kaj zmanjšajo odstotek tveganja za nastanek te bolezni od recimo močnih cigaret oziroma tistih, ki vsebujejo velik odstotek nikotina? Ja, to bi bile špekulacije, v bistvu kakšnih raziskav glede tega nimamo. Kajenje je škodljivo na splošno. Zdaj, kdaj dosežemo to količino kancerogenih snovi, ki nam bojo povzročale raka, je pa odvisno od posameznika. Kako pa je kaj s pasivnim kajenjem? Se pravi, če se mi nahajamo v prostoru, kjer je veliko kadilcev in hočeš nočeš vdihujemo njihov dim, ali tudi to povečuje tveganje? Tudi to povečuje tveganje. Se pravi, ste sami povedali, da pač, če smo v prostoru, ki je zakajen, prav tako vdihujemo dim z vsemi kancerogenimi snovmi, ki lahko povzročajo enako.
zato je bil tudi sprejet zakon o prepovedi kajenja v zaprtih prostorih. Saj vemo, da so bili določeni poklici ravno v tem smislu problematični, recimo v gostinstvu. Natakarice so bile izpostavljene cigaretnemu dimu in so seveda tudi zbolevajo ljudje za to boleznijo. In kaj še lahko vpliva na pojavnost pljučnega raka, poleg kajenja me zanima, ali drži, da lahko k temu pripomore tudi recimo izpostavljenost radonu ali azbestu in drugim škodljivim snovem? Ja, seveda onesnaženo okolje, predvsem službeno okolje v rudnikih, kjer je velika izpostavitev tem onesnaževalcem, radon, azbest, kot ste povedali, je prav tako vzročno povezano z nastankom raka. Seveda še večji procent obolelih pa najdemo, če ti tudi kadijo in so hkrati izpostavljeni večjim dejavnikom tveganja naenkrat. Ja, sedaj smo izpostavili kar nekaj dejavnikov tveganja, pa vendar zanima me, ali se lahko rak pljuč razvije tudi pri ljudeh, ki niso izpostavljeni tem omenjenim dejavnikom, o katerih sva ravnokar govorili. So tudi takšni primeri? Ja, seveda. To, da ne kadimo, ne pomeni, da ne bomo nikoli zboleli za pljučnim rakom. Razen tega, čemu smo mi izpostavljeni, je seveda zelo pomembno, kaj smo s sabo prinesli na svet, se pravi torej naši geni. Saj vemo, da tudi ljudje, in to se zelo radi včasih izgovarjajo ljudje, ja, saj ta je pa kadil celo življenje, 50-60 let pa ni zbolel. Tak je imel srečo, se pravi dobre gene za to. Ja, ali bomo zboleli za pljučnim rakom, je odvisno tudi od tega, ali smo nagnjeni k tej bolezni, ali smo dedna zasnova. Vsekakor pa je dobro, da poznamo dejavnike tveganja in da se jim vendarle izogibamo in s tem vsaj zmanjšamo odstotek. Tako, to je del, na katerega mi lahko zavestno vplivamo. Tako, in upam, da bo to nekako čim več ljudi tudi prepoznalo, občutilo in se tega držalo. Tako, od dejavnikov tveganja pa predlagam, da se dotakneva še simptomatike. Kateri so tisti prvi simptomi, ki lahko nakazujejo na raka pljuč in kateri značilni simptomi sledijo potem, ko je ta bolezen že nekaj časa v zagonu? Ja, pri raku pljuč je ravno to problem, da v tistih zgodnjih fazah, ko ga mi želimo odkriti, ker ga lahko tudi dobro zdravimo, ne dela nobenih težav. In skratka, ljudje nimajo težav in ne obiščejo zdravnika. Ko pa se težave pojavijo, je pa rak običajno že napredoval. Ampak nekateri tudi takrat žal ne obiščejo bolnika. Zato bi mogoče izpostavila, da naj bojo kadilci pozorni na to, če se jim spremeni kašelj. Če se ta kašelj, ki je običajen jutranji kašelj, spremeni v celodnevni kašelj, ali pa če začnejo ob tem še izkašljevati krvavo, če jih kaj boli. Velikokrat se bolečina v ramenu lahko zamenja za bolečino sklepa, dejansko pa gre za napredovali pljučni rak, ki lahko se izrazi ta bolečina v predelu ramena. Težave z dihanjem, to je običajno že kar pri napredovalem raku, drugače pa so zelo pogosti simptomi splošni, se pravi eno slabo počutje, utrujenost, hujšanje, ki niso tako zelo značilne, prav za to bolezen, so pa pogoste tudi pri pljučnem raku. Kako pa potem poteka samo odkrivanje oziroma potrjevanje te diagnoze? Verjetno je strokovnjakom v pomoč in na voljo kar nekaj diagnostičnih postopkov, ki dejansko potrdijo ali ovržejo samo diagnozo. Bi jih lahko malce opisali? Predvidevam pa, da se vendarle vse začne pri obisku splošnega oziroma družinskega zdravnika. Tako, ki poleg tega, kaj mu bolnik pove, mora biti pozoren na to, ali je bolnik kadilec, koliko časa že kadi in ga potem ciljano vpraša po teh težavah. O kašlju, če kaj izkašljuje, če izkašljuje krvavo, če ga kaj boli, če težje diha.
Ker veste, kadilci so v naši družbi še vedno stigmatizirani in ljudje raje svoje življenje prilagodijo bolezni, kot da se izpostavijo, ker običajno pričakuje, da bo zdravnik rekel, ja, sej kadiš, zato pa imaš težave, ne bi kadil, pa ne bi bilo in tako naprej. Zato jih mogoče moramo mi malo biti prijaznejši kljub temu, ne, do njih in jih povprašati. No in potem naslednja preiskava, ki je zelo dostopna, osnovna, je rentgenogram prsnih organov, se pravi slikanje pljuč, po domače rečeno. In zdaj slika pljuč, če je čisto normalna, je to že kar dober znak, čeprav včasih ne pokaže vsega in se je potrebno odločiti tudi za globinsko slikanje pljuč, kompjutersko tomografijo ali CT skrajšano, kar je bolj poznano verjetno. In kolikor je na teh slikovnih preiskavah dejansko viden tumor v pljučih, se bolnika usmeri k pulmologu, se pravi k nam, kjer lahko opravimo še invazivno diagnostiko. To je pa bronhoskopija. In z bronhoskopijo, ki je sicer neprijetna preiskava, ampak v glavnem ne boleča, lahko odvzamemo košček tkiva, ki se potem pošlje na pregled patohistologu in potem dobimo diagnozo, ki smo jo že prej omenili, vrsto pljučnega raka. Potem, ko imamo zbrane te podatke, se pa vsakega bolnika, kateremu smo dokazali pljučni rak, predstavi na multidisciplinarnem konziliju, se pravi, kjer je prisoten pnevmolog, ki je diagnostiko vodil, patolog, ki je postavil to diagnozo, radiolog, ki nam je tumor opisal že na slikah, ne, bodisi na CT-ju ali rentgenu. In potem je prisoten še radioterapevt in kirurg, se pravi en konzilij zdravnikov, ki se potem za vsakega bolnika odloči, kakšno zdravljenje pride v poštev, kaj je možno in kaj je najboljše za bolnika. Tako da se strokovnjaki res trudite, združujete svoje znanje, ugotovitve, da potem individualno pristopate do slehernega bolnika. Ja, nocojšnja oddaja o raku pljuč torej poteka v živo, zato vas vabim, da nas tudi vi pokličete na telefonsko številko 02 620 3737 in zastavite kakšno vprašanje, ki se dotika torej raka pljuč oziroma pljučnega raka, kar takoj boste namreč lahko izvedeli tudi odgovor strokovnjakinje. Nocoj namreč v studiu gostim predstojnico oddelka za pljučne bolezni Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra, asistentko Dušanko Vidovič, doktorico medicine, specialistko pnevmologije. Ja, in ko je enkrat torej bolezen nekako potrjena, obstaja tudi več različnih posameznih stadijev te bolezni. Bi nam morda lahko tudi te nekoliko opisali, da vemo, zakaj se pravzaprav gre. Verjetno se vse začne pri stadiju 1. Kako ga poimenujete še drugače? Žal se ne začne vedno pri stadiju 1, ne. Res je, 4 stadiji so, to pač glede razširjenosti bolezni so ti stadiji postavljeni in stadij 1 je tisti najzgodnejši, katerega si mi želimo čim večkrat postaviti, ker je potem tudi zdravljenje najuspešnejše. Zakaj sem rekla, da se ne začne? Ker žal pri nas je najpogostejši stadij 4, se pravi ravno tako, ko odkrijemo ravno zaradi tega, kar sva tudi prej že rekli, ker je pljučni rak hinavska bolezen, ne dela težav v teh zgodnjih stadijih, ne, in je zato največ raka odkritega v stadiju 4, ko je razširjen. Ti stadiji so pomembni za odločitev pri zdravljenju. Stadij 1, stadij 2 se lahko operira, se pravi odstrani v zdravo radikalno zdravljenje. Dočim višji stadiji pa je radikalno zdravljenje ni možno, možne so pa zazdravitve. Imamo že kar nekaj možnosti tudi za teh stadije. Tako, če se morda še malce ustaviva pri samem kirurškem zdravljenju pljuč, verjetno imate več možnosti, kako do tega postopate ali odstranite
različno količino pljuč, oziroma kako bi rekla, eno pljučno krilo, ne vem, kako vi to opredeljujete. Zdaj jaz podrobnosti, kar se tiče kirurškega zdravljenja, ne bom šla, ker nisem kirurg. Je pa res, da se pravi, se na teh naših konzilijih odločimo skupaj in se tudi dogovorimo, za kakšno kirurško zdravljenje bo šlo. Če je rak v nizkem štadiju, je možno kirurško zdravljenje, ampak kirurško zdravljenje je lahko tudi kljub nizkemu stadiju ni izvedljivo, če bolnik ni v taki kondiciji, da bi operacijo prenesel, oziroma če je tumor, kljub temu, da je majhen, na takšni lokaciji, da se ga ne da odstraniti. Zdaj, prej ste me vprašali, koliko pljuč lahko odstrani kirurg. Pljuča, veste, da imajo 2 krila in največ lahko odstranijo eno celo pljučno krilo. Sicer pa je najmanjša operacija pri raku pljuč odstranitev pljučnega režnja. Kakšno vlogo pa imata pred in po operaciji fizikalna terapija in respiratorna fizioterapija? Je to pomembno? To je zelo pomembno. Ker govorimo o kadilcih, imajo velikokrat pridruženo tudi kronično obstruktivno pljučno bolezen. Se pravi, da imajo zmanjšano pljučno funkcijo in je priprava bolnika na operacijo zelo pomembna. Se pravi, inhalatorna terapija, dihalne vaje. Prav tako pa seveda, ali pa še bolj v tistem obdobju po operaciji. In če slučajno pride do kakršnihkoli respiratornih komplikacij, katere bi izpostavili in kaj pravzaprav to pomeni za bolnika? Verjetno se podaljša čas okrevanja. Ja, zdaj seveda vsaka operacija se lahko zaplete z infektom. Pljučnica, če je pridobljena v bolnišnici, je zdravljenje še nekoliko bolj zahtevno. In pa seveda pri bolnikih, ki že imajo kronično obstruktivno pljučno bolezen, je odpoved dihanja, v tem smislu, da potrebujejo terapijo s kisikom še po operaciji in se pač to pooperativno obdobje lahko podaljša. Če pa je bolnik zdrav, da nima pridruženih bolezni, pa so običajno te komplikacije po operaciji redke. Če na tem mestu omeniva, vaš oddelek se ne nahaja v samem centru Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ampak je nekoliko oddaljen. Vaša bolnišnica, lahko rečem, oziroma oddelek je na Slivniškem Pohorju, drži? Drži. Pa me zanima, ali tam tudi potekajo operacije, ali se to dogaja v kirurški stolpnici, pa potem nekako bolnike predajo v vašo oskrbo. Kako je to organizirano? Diagnostika, se pravi preiskave za pljučnega raka, v bistvu potekajo najprej na radiološkem oddelku, to bolniki opravijo ambulantno, se pravi globinsko slikanje pljuč. S tem izvidom pridejo na naš oddelek, kjer opravijo bronhoskopijo. Potem počakamo na izvide bronhoskopske in bolnika predstavimo na konziliju. Če je bolnik kandidat za operacijo, ga torakalni kirurgi povabijo na operacijo, se pravi na oddelek za torakalno kirurgijo, ki se pa nahaja v mestu. Tako. Ja. V katerih primerih pa se zdravniki odločite za sistemsko zdravljenje pljučnega raka? Predvidevam, da pri višjih stadijih odkrite bolezni. Tako. Se pravi, sistemsko zdravljenje pljučnega raka pride v poštev pri stadiju 4, se pravi pri razširjeni bolezni. To pomeni, da je bolezen ni samo na pljučih več, ampak je zasevala tudi v druge organe, jetra, nadledvične žleze, kosti, se pravi, ali pa tudi po pljučih. Sistemsko zdravljenje je pa najbolj poznana je verjetno kemoterapija, vendar to ni edina oblika sistemskega zdravljenja. Torej je na voljo še kaj? Ja, v zadnjem času, oziroma zdaj že nekaj let, so to tarčna zdravila. Zdaj čist na novo pa se zdravi pljučnega raka lahko tudi že z imunoterapijo pri določenem procentu bolnikov. Morda še beseda o dopolnilni terapiji nedrobnoceličnega raka pljuč.
Zakaj pravzaprav gre? V bistvu dopolnilna sistemska terapija je kemoterapija, ki jo damo bolnikom po operaciji. Kadar je stadij nekoliko višji oziroma je prizadetih nekaj bezgavk, takrat dopolnimo kirurško zdravljenje še sistemskim zdravljenjem in s tem v bistvu zmanjšamo možnost ponovitve bolezni. Sicer pa ste malce prej omenili že tarčno zdravljenje. Kaj pa to pomeni? Ja, to pomeni, da za tako zdravljenje potrebujemo tarčo. In temu rečejo včasih tudi biološka zdravila, male molekule, to so različna poimenovanja. V bistvu tega pa je, da mi dokažemo na samem tumorju, na samem raku tarčo, se pravi tistega voznika, ki bolezen pelje naprej in ga s tarčnim zdravilom ustavimo. To zdravljenje je zelo uspešno, žal pa ima te tarče le 10% bolnikov z nedrobnoceličnim pljučnim rakom. Se pravi, samo ti pridejo v poštev za tarčno zdravljenje, preostalim bolnikom pa slednje verjetno žal ne bi pomagalo, tudi če bi ga dali. Ne, nima smisla. Se pravi, to zdravilo je učinkovito samo, če je tarča prisotna. Če dajemo bolnikom, ki nima teh tarč, ima samo stranske učinke, ni pa učinka na zmanjšanje tumorja. No, ampak za te bolnike je pa na voljo kemoterapija. Ali drži, da je v razvoju več 10 novih tarčnih zdravil in zanima me, kaj to pomeni pravzaprav za prihodnost zdravljenja raka pljuč? Bo vse skupaj bolj obetavno, več možnosti preživetja oziroma daljše obdobje preživetja? Zagotovo. Glejte, že zdaj v zadnjih 5 letih, odkar so ta tarčna zdravila, koliko jih imamo na voljo, se je podaljšalo preživetje bolnikov z razširjeno boleznijo za 2-krat. Se pravi, to mogoče ni zelo veliko, ampak dejansko pri teh bolnikih, ki imajo tarče, je preživetje lahko že več let. Včasih je bilo preživetje pri razširjenem raku 1 leto. Zdaj pa bolniki lahko živijo 6, 7 ali več let, se pravi, da gre to v smeri kronične bolezni. Žal pri pljučnem raku zelo počasi, ampak tako kot ste povedala, veliko zdravil se preizkuša, iščejo se vedno nove tarče in ta procent bolnikov, ki jih bo možno zdraviti s tarčnimi zdravili, se povečuje. Pa ta tarčna zdravila si jih lahko predstavljamo v obliki tablet ali kako drugače? Tako. Tarčna zdravila so v obliki tablet, se pravi, to je za bolnika tudi bolj lažje, bom rekla, se pravi, tablete jemlje doma, hodi na občasne kontrole, 2-mesečne kontrole. Kemoterapija pa vseeno je v obliki infuzij, se pravi, bolnik mora ostati v bolnici dan, 2 ali 3, odvisno od vrste. Tako da je to, kar se tiče same kvalitete življenja, za bolnike tudi lažje. Ja. In če se še malce vrneva k sami kemoterapiji, ali bolnike s pljučnim rakom usmerjate v Mariborski univerzitetni klinični center? Je že tukaj možnost prejemanja kemoterapije za tovrstnega raka ali je potreben prevoz v Ljubljano ali kam drugam? No, bolnike s pljučnim rakom zdravimo na našem oddelku, jih ne preusmerjamo nikamor. Sistemsko zdravljenje izvajamo na oddelku za pljučne bolezni že od leta 1996. Takrat je bilo na voljo malo citostatikov za pljučnega raka. No, od leta 2000 se zdravi tudi nedrobnocelični rak s citostatiki, do takrat smo drobnoceličnega zdravili. Bolnikom predpisujemo vsa tarčna zdravila, ki so na voljo v Sloveniji in jih zaenkrat ne pošiljamo nikamor, kar se tiče sistemskega zdravljenja. In to je zagotovo ena velika prednost za vaše bolnike, ki nenazadnje
pač predvidevam, da večinoma prihajajo iz bližnjega okolja oziroma iz podravske regije in zagotovo je to ena velika olajševalna okoliščina, da jim je prihranjena kakšna pot v Ljubljano ali kaj takšnega. To zagotovo, ne. Zdaj sami vemo, kakšne so ceste, kakšna je pot do Ljubljane. Bolnik, ki ima težave že zaradi bolezni in potem še zaradi zdravljenja, verjemite, da mu ni lahko v avtomobilu 2 uri ali pa še več. Ali je ob prejemanju kemoterapije običajna hospitalizacija, se pravi, že prej ste omenili 2-3 dni, ali se kdaj zgodi, da lahko kateri izmed bolnikov pride zgolj za nekaj ur, da prejme infuzijo in potem odide domov? Ja, vse te opcije so, ne. Odvisno je seveda od vrste sheme, ki jo prejema. Največ je enodnevnih hospitalizacij. Včasih nekateri ostanejo 3 dni, ampak tudi ti dejansko, če želijo, bi lahko šli domov in se vrnili, ne. Ampak glede na to, da smo mi malo dislocirani, da so ti bolniki pač imajo težave, no, jim je mogoče lažje, da so vseeno 3 dni v bolnišnici. Pa je tem bolnikom nekako, ali je možnost, da imajo organiziran prevoz do vaše dislocirane enote bolnišnice ali morajo sami poskrbeti za slednjega? Zaenkrat je to še možno. Neurgentni prevozi, tudi za pregled, za prihod na sistemsko zdravljenje je še zaenkrat možen, ja. In tudi to je verjetno dobra. To je dobro, ja. Tako. To je dobro. Ja, že prej pa ste omenili tudi imunoterapijo. Kaj se pa skriva za tem pojmom, kdaj slednje nekako predpišete in kako to poteka? Ja, imunoterapija je tudi sistemsko zdravljenje, ampak v bistvu s temi zdravili mi vplivamo na imunski sistem pri bolniku, ki potem pomaga uničiti rakasto celico. In za imunoterapijo dokazujemo kontrolne točke, checkpoints v angleščini temu rečemo, zdaj počasi to seveda prevajamo v slovenščino. Imunoterapija je tudi že možna v Sloveniji za pljučnega raka, ampak zaenkrat še v študijah. Se pravi, še ne moramo na recept napisati, ampak bolnike lahko vključimo v študijo, takšne, ki so primerni za tako obliko zdravljenja in verjetno v kratkem bo to čisto običajen način zdravljenja tudi za naše bolnike. In kakšni so običajno odzivi bolnikov, ko jim ponudite takšno možnost zdravljenja? Se zanjo takoj odločijo, so tega veseli ali se kateri spopadajo tudi s kakšnimi pomisleki in bi morda želeli kakšno bolj tradicionalno metodo? V glavnem so bolniki zelo veseli, no, se pravi, to tudi rečemo, da je to neka svetla točka, ne. Ob težki diagnozi, za katero zvejo, potem jih mi tudi na ta način mogoče malo spodbudimo, da pa je to dobro, ne? Da je možnost takšnega zdravljenja imunoterapije, tako da v glavnem to sprejmejo. Nekaj bolnikov pa vse odkloni, veste, to so pač odločitve osebne, to je sicer malo, majhen procent, ampak... Kaj se pa naredi v takem primeru? Zdravniki spoštujete odločitev bolnika ali se vendarle potrudite, da bi mu malce osvetlili pozitivne učinke, ki jih lahko zdravljenje vendarle prinese? Seveda spoštujemo bolnikovo odločitev, pravzaprav nimamo niti druge možnosti, saj bolnik mora pristati na zdravljenje, ne, se pravi, mi smo dolžni razložiti, za kakšno zdravljenje gre, za kakšno diagnozo, kaj to pomeni, če se bolnik ne zdravi in tako pač ga skušamo mu razložiti. Če se bolnik kljub temu odloči, da ne želi prijemati, je to njegova odločitev, ki jo spoštujemo. Ampak ne zapremo vrata. Bolniki si lahko premislijo, pridejo čez nekaj časa pa rečejo tako, zdaj pa želimo, seveda, absolutno. To niso enostavne zadeve, sprejeti je treba diagnozo, potem tudi seveda odločitev za zdravljenje ni enostavna, sploh če gre za kemoterapijo, je kar nekaj stranskih učinkov in to je normalno, da so
pomisleki. Pa se tudi vi pri svojem delu srečujete s tem, da imajo bolniki ob tem, ko jim poveste za diagnozo, tudi tisto značilno fazo zanikanja, ali pri pljučnem raku to ni tako zelo pogosto kot pri ostalih oblikah? To zdaj težko odgovorim, ampak verjetno je zelo podobno pri vseh. Rak je rak, to, ko slišiš pač to diagnozo, verjetno ni razlike. Je pa, seveda, ljudje smo različni. Pri enih je to zelo močno izraženo, drugi so recimo zadovoljni, da se je postavila diagnoza, da zdaj imajo tistega sovražnika pred sabo, proti kateremu se bojo borili, da zdaj vejo, zakaj se slabo počutijo, kaj je z njimi narobe. Zelo različne izkušnje imamo, ja. Tako, mi pa imamo prvi telefonski klic nocoj. Dober večer. Dober večer. Jaz bi obedve lepo pozdravila, pa bi zdravnico vprašala, kakšno zdravljenje, pa jaz imam namreč kop. In me zanima, kakšna bolezen je to, pa kaj bi bilo dobro za to. No, sicer sem pa res kadilka že 50 let. Ja. Se pravi, gospa ima kronično obstruktivno pljučno bolezen, kar smo danes že tudi omenjali. To je bolezen, ki je povezana s kajenjem. Zdaj, zdravila za to bolezen so običajno v obliki inhalatorjev. Verjetno ste že obiskala kakšnega pnevmologa, vam je kdo že kaj predpisal? Aha, gospa, ki jo imam še vedno na liniji slušalki, je rekla, da ja. Da ja, ne? In to je tudi najbolj običajno zdravljenje. Seveda, vedno priporočamo prenehanje kajenja. S tem se bolezen sicer ne bo pozdravila, to je kronična bolezen, se pa napredovanje bolezni upočasni, če bolniki prenehajo kaditi. Tako, hvala lepa za vaš odgovor. In morda še eno povabilo, lahko nas pokličete. Nocoj je rdeča nit naše oddaje Pljučni rak oziroma rak pljuč. In če vas karkoli teži, česar še niste zasledili tekom današnje oddaje, pokličite in vprašajte, da boste lahko dobili ustrezen odgovor na svoje vprašanje. Telefonska številka 02 620 3737. Tako, midve sva pa govorili o možnostih zdravljenja in ugotavljam tudi sama, da jih je na voljo kar nekaj. Se mi zdi, da smo slovenski bolniki vendarle lahko srečni, ker je naše zdravstvo dobro razvito, nam ponuja veliko različnih stvari. Verjetno se tudi vi udeležujete kakšnih novitet v tujini in to prinašate k nam. In se tega potem nekako tudi v praksi vedno več odraža. Ne moreva pa mimo stranskih učinkov, ki se vendarle pojavljajo verjetno tudi pri zdravljenju pljučnega raka, kot pri skoraj vseh ostalih boleznih. In če jih morda malce razdeliva, se pravi stranski učinki, ki so povezani s kostnim mozgom, katere bi izpostavili? Ja. Zdaj, če mogoče za lažje razumevanje, sistemsko zdravljenje, to pomeni, da citostatiki delujejo na vse celice v telesu. Ne samo na rakaste, ampak tudi na zdrave celice. In ravno posledica tega delovanja so stranski učinki. Nekatere celice so bolj dovzetne za citostatike in se težave prej pojavijo, kostni mozeg ste izpostavila, se pravi, ker v kostnem mozgu nastajajo krvne celice, zato je slabokrvnost lahko stranski učinek, pomanjkanje trombocitov, pomanjkanje levkocitov. Ampak to mi vemo vnaprej, zato bolnika zaščitimo oziroma to spremljamo in pravočasno odreagiramo in damo zdravilo za stranski učinek. Tako, o stranskih učinkih bomo govorili tudi v nadaljevanju. Sedaj bomo pa sprejeli naslednji telefonski klic. Dober večer, komu? Dober večer, Franc, tu pri telefonu. Sem slišal prej tudi, da ena gospa, ko ima KOPB, ali kako se reče, KOBP, ne? Ja, KOPB, ja. To imam jaz tudi, ne? In imam za inhalirati Spirivo, pa Alvesko,
In zdaj mene samo zanima, ko grem na pregled, mi stalno da prej, ko grem na spirometrijo, mi da 4 vpihe Ventolina, ko ga ne uporabljam. Ja. Ja, zdaj, To je pravilno. A ja. Je pravilno, ker želimo izmeriti pri bolniku s COPB tisto najboljšo pljučno funkcijo. Se pravi, Ventolin je bronhodilatator, ki vaše dihalne poti razširi in po tem zdravilu lahko vi najbolje pihate. In mi želimo tisto vašo maksimalno pljučno funkcijo zabeležiti. Tako. Hvala lepa za vaš odgovor, čeprav za vprašanje ni dotikalo pljučnega raka, ampak je vendarle vaše strokovno področje. Tako, je pa to bolezen, ki je prav tako povezana s kajenjem. Vsaj toliko kot pljučni rak. Ja, in morda bi lahko katero oddajo namenili tudi tej temi. Midve pa vendarle nocoj ostajava pri pljučnem raku, govoriva o stranskih učinkih sistemskega zdravljenja. Še prej bomo vas sprejeli še en telefonski klic, če dovolite. Dober večer. Dober večer. Nekdo se je ustrašil ali si je premislil nič hudega. Torej, prej sva omenili stranske učinke sistemskega zdravljenja, ki so nekako povezane s kostnim mozgom. Sedaj bi vas pa povprašala, kako lahko bolniki občutijo stranske učinke, ki so vezani na sluznice in prebavni trakt. Ja, zdaj med najpogostejšimi stranskimi učinki je slabost. Saj to je znano, da če si na kemoterapiji, da je slabost, pa tudi bruhanje, neješčnost, spremenjen okus hrane zelo pogost. Včasih se pojavi tudi driska, tudi to je možno. Bolniki morajo biti pozorni predvsem na to, da če dejansko ne morejo več zaužiti hrane, tekočine, če velikokrat bruhajo, da poiščejo zdravniško pomoč, da ne pride še do dehidracije. Pa je sicer na voljo še kakšno zdravilo, tablete, ki lahko te stranske učinke omilijo po sami terapiji? Ja. Zdravila proti slabosti predpišemo vsakemu bolniku in potem mu naročimo, če ima težave, naj vzame. Nekateri bolniki imajo srečo in nimajo težav, tistim pa ni treba, se pravi, jih pripravimo vnaprej. Da vejo, kaj pričakujejo. Tako, ne čakamo, da se v polni meri stranski učinek razvije, ampak predpišemo vnaprej. Ja. Še beseda o stranskih učinkih sistemskega zdravljenja, ki so vezani na sečila in mimogrede, kakšen je na tem mestu pomen uživanja tekočine? Ja, to je edino, kar mi od naših bolnikov strogo zahtevamo, da popijejo vsaj 2 litra tekočine na dan, bodisi vode, čaj, sokove, juhe, ker namreč zelo veliko citostatikov je toksičnih za ledvica in je uživanje tekočine izredno pomembno. Sicer pa vsi vemo, da sistemsko zdravljenje vpliva tudi na lase, kožo, nohte. Tudi s temi rečmi se verjetno srečujejo vaši pacienti. To je neizogibno. To je neizogibno pri določenih shemah. Večina shem pa zdaj popolne izgube las nima več. Res je, da se spremeni kvaliteta las, da lasje lahko izpadajo, tudi nohti so bolj krhki. Pri manjšem številu shem oziroma pa je še vedno tudi popolna izguba las, vendar po zaključeni kemoterapiji lasje ponovno zrastejo. Ja, kako pa je kaj zdravljenjem pljučnega raka z obsevanjem? Kdaj predpišete slednji način zdravljenja bolnikom? Ali to pride v poštev po dopolnjeni kemoterapiji ali kako drugače? Ja, različno. Zdaj, že prej smo omenjali stadije bolezni, se pravi pri lokalno napredovali bolezni. To se pravi, bolezen je toliko razširjena, da jo operirati ne moremo, ni pa razširjena v druge organe. Bi lahko to nekako povzeli v 3. stadij? Tako, se pravi, je omejena na pljuča, ampak ni možna operacija. V tem primeru je pa še vedno možno radikalno zdravljenje, se pravi kombinacija kemoterapije in obsevanja radikalnega, takrat pride v poštev in pa pri višjih stadijih v smislu lajšanja določenih težav, recimo obsevanja
tumorja na pljučih pri izkašljevanju krvi, pri grozečem zaprtju recimo pljučnega krila, pri bolečinah v kosteh. Tako da je več možnosti. Tako, to so pa te paliativne, ne radikalne, ampak paliativne oblike obsevanja. Kje pa se obsevanje izvaja za vaše bolnike? Ja, za naše bolnike se v glavnem še vedno na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kar se tiče teh radikalnih obsevanj, vendar zdaj že nekaj mesecev se pa paliativna obsevanja, se pravi obsevanje kosti, potem tudi možgan izvaja, kar smo seveda zelo veseli, v kliničnem centru v Mariboru, tako da verjetno bo se počasi v celoti izvajalo obsevanje, tako obljubljajo in mi si želimo, da bi to čim prej se tudi začelo. Ja. In zagotovo bo to spet ena izmed teh olajševalnih okoliščin pri samem poteku zdravljenja bolnikov. Ker na obsevanje se pa dejansko dnevno cel mesec vozijo v Ljubljano. Vsak dan? Vsak dan, ja. Ali so tudi pri obsevanju možni kakšni neželeni stranski učinki? Tudi. Najpogostejši so v bistvu v zvezi s požiranjem, težave s požiranjem, bolečine v prsnem košu, ki so posledica vnetja požiralnika. To je prehodno. To se umiri nekaj tednov po obsevanju, možne so pa potem še kasnejše vnetje pljuč, če je visoka doza in če je zajeta kost s kostnim mozgom, pa tudi seveda možna slabokrvnost in pomanjkanje pač teh krvnih celic. In če povzameva, kakšen življenjski slog priporočate vašim bolnikom, ki se zdravijo zaradi pljučnega raka, ali jim je dovoljeno ukvarjanje s športi in morda date tudi kakšna priporočila glede prehrane? Našim bolnikom priporočamo čisto običajen način življenja. Kot so ga bili vajeni? Do postavitve diagnoze? Tako, ne. Kakšne radikalne spremembe, grobe spremembe načinu življenja nimajo verjetno smisla. Seveda priporočamo en zdrav način življenja, zmerno gibanje, tudi bolnikov, ki so na sistemskem zdravljenju, ki seveda jim priporočamo, da se izogibajo velikih centrov nakupovalnih, zato da ne pridejo v stik z množico ljudi, kjer lahko staknejo infekt, se pravi gibanje v naravi, sprehodi v naravi, zmerna, zdrava prehrana. Kako pa je kaj s priporočilom glede opustitve kajenja? Ja, se priporoča. Priporočamo opustitev kajenja. Moram reči, da tudi zelo veliko bolnikov sami prenehajo kaditi, predvsem zato, ker sistemska terapija je bolj učinkovita pri bolnikih, ki prenehajo kaditi. Tako da je to ena dodatna motivacija, verjetno, da vendarle opustijo to razvado. Ja. Kako pa je kaj s samo možnostjo ozdravitve? Lahko o tem govorimo, glede na stadij, v katerem je bolezen odkrita? Ja, to je predvsem odvisno od stadija. Zdaj na splošno prognoza pri pljučnem raku, če gledamo kar počez vse bolnike, v vseh stadijih je 15% petletno preživetje. Veliko višje je pri nizkih stadijih, stadij 1, 2, predvsem 1, kjer je to preživetje petletno že zelo visoko. Višji, ko je stadij, pa seveda tam pa tudi ni več možna ozdravitev, ampak govorimo o zazdravitvi in so tudi ta petletna preživetja nekoliko krajša. Ali za pljučnim rakom zbolevajo tudi otroci? Jaz ne vem, da bi kak otrok zbolel, verjetno je to dejansko možno je. Zbolevajo mladi ljudje, med 20 in 30 letom smo že imeli bolnike. Predvsem pa je še vedno odvisno od števila pokajenih cigaret, se pravi števila kadilskih let.
In morda je to prednost, da otroci vendarle tej diagnozi niso tako zelo To podvrženi. ni nekaj, kar bi bilo običajno v otroški dobi. Ja, pri kateri starosti se pa nekako v največji meri pojavi ta bolezen? Pri starejših bolnikih? Ja, še vedno je večina naših bolnikov starejša od 65 let. Že uvodoma ste veliko govorili o dobrih lastnostih, ki jih prinaša zgodnje odkrivanje raka pljuč. Morda še kakšna beseda o tem? Ja. Zgodnje odkrivanje pljučnega raka je zelo zahtevno. Veliko metod se je izkazalo za neuspešne. Sedaj je nekako v preizkušanju zgodnje odkrivanje raka z nizkodoznim CT-jem. To je bila narejena študija in tu se je pokazalo, da tak način odkrivanja pljučnega raka lahko zmanjša smrtnost zaradi pljučnega raka. To je bila edina študija, vendar je pa zaenkrat predraga, preobsežno bi bilo in ni možno izvajati. Zato bi bilo potrebno razmišljati, da izberemo tiste prebivalce, tiste bolnike, pri katerih pa je pogostost nastanka pljučnega raka večja kot pri ostali populaciji, izluščiti eno manjše število in pri njih res mogoče slediti z nizkodoznim CT-jem. Nizkodozni CT verjetno pomeni, da se vbrizga manj kontrasta ali kako drugače? Ne, da je manj obsevanja zaradi CT-ja. Tako. Ja. Ali se po vašem mnenju, pa tudi izkušnjah, ne glede pravzaprav pri svojem delu verjetno vsakodnevno srečujete to vrstne bolnike, ali se pri njih pogosto pojavljajo razne osebne stiske, depresije? Je tem bolnikom na voljo tudi kakšna oblika psihološke pomoči in podpore? Ja, zagotovo so stiske lahko zelo velike. Zelo pomembno vlogo pri tem imajo svojci. Če je podpora družine, je veliko lažje. Če tega ni, je stiska še toliko večja. Kar se tiče pa strokovne pomoči, je pa premalo. Paliativna medicina v tej meri pri nas še ni razvita oziroma toliko dostopna. Tudi psihologov je premalo. Tako da tu je še kar veliko možnosti odprtih in upajmo, da bo tudi v tej smeri se še naredilo nekaj za naše bolnike. Obstaja pa tudi sekcija za raka pljuč v sklopu Društva onkoloških bolnikov Slovenije, ki nudi program Kako živeti z rakom pljuč. Ta sekcija organizira tudi srečanja tovrstnih bolnikov. Ali vi to pozdravljate in takšno sodelovanje priporočate tudi svojim pacientom? Absolutno. Bolniki se srečajo sebi enakimi, izmenjajo izkušnje, se družijo, ta socialna udejstvovanje je prisotno, tako da je to zelo dobro. V eni taki manjši, ožji obliki se recimo to dogaja na našem oddelku, ko bolniki prihajajo na kemoterapijo, med seboj izmenjujejo izkušnje, se veliko pogovorijo, se družijo, se tudi stkejo kakšne prijateljstva, tako da to druženje bolnikov, bodisi sekcije ali pa tudi tako, je zelo dobrodošla. Predvidevam, da se mnogi vaši bolniki, tisti, ki bi lahko zanje morda rekli, da so ozdravljeni zaradi dovolj zgodaj odkrite diagnoze, verjetno se ti bolniki kdaj pa kdaj bojijo tudi ponovitve bolezni. Ja. Se to pogosto dejansko zgodi ali so strahovi odveč? Ne, strahovi niti niso tako odveč in ravno ta skupina bolnikov ali pa prebivalcev bi bili upravičeni do tega sledenja z nizkodoznim CT-jem, ker vemo, da je drugi primarni pljučni rak, se pravi drugi rak na pljučih pogostejši pri bolnikih, ki so preboleli bodisi pljučnega raka ali pa tudi raka na žrelu in grlu. Zato vemo. In recimo, če bi šli eno tako ozko skupino, najprej bi bilo to možno izvajati tudi pri nas.
Pa mislite, da smo na dobri poti, da se bo kaj takšnega začelo izvajati pri nas že v bližnji prihodnosti? Ja, mislim, da so Italijani zelo blizu, ker ta študija je prišla iz Amerike, Italijani to zelo podpirajo v tej smeri, mi temu sledimo in upam, da bo to tudi pri nas. Kako hitro pa sicer običajno napreduje bolezen? Hitro? Ja, veste, to so statistični podatki, ki pravzaprav za tistega konkretnega bolnika nič kaj dosti ne pomenijo. Zelo različno je. Eno so podatki počez, se pravi statistika, če rečemo 15% bolnikov preživi s pljučnim rakom 5 let. To za enega določenega konkretnega bolnika ne pomeni čisto nič, ker ne vemo, vnaprej ne vemo, koliko agresivno bolezen ima bolnik, kako bo odreagiral na sistemsko zdravljenje, koliko časa bo zazdravitev trajala. To je zelo individualno. In če se dotakneva še paliativne oskrbe, ki ste jo tudi sami poprej že večkrat omenili, kako poteka, kdaj je čas, da se slednja vključi v potek zdravljenja, ali prihajajo tudi kakšni prostovoljci z tega področja na vaš oddelek in ponudijo kakšno pomoč? Vemo, da obstaja društvo Hospic. Ja, s tem že imamo izkušnje, nekaj bolnikov svojcev se odloči za hospic in z njimi sodelujejo in njim je tudi seveda to veliko oporo. Paliativno zdravljenje bi moralo biti vključeno že zelo zgodaj, ne v tisti končni terminalni fazi, ampak že zelo zgodaj. Ker namreč diagnostiki, tisti, ko zdravimo pljučnega raka, ne zmoremo tega dela. Se pravi, bolnik potrebuje vzporedno eno psihološko oporo, dodatno razlago bolezni, o poteku bolezni. To se razvija pri nas, ampak zaenkrat še ni na taki stopnji, kot bi si želeli. Tako da upajmo, da se bo tudi to področje nekoliko izboljšalo v prihodnosti. Ob koncu še morda vprašanje o preventivnih smernicah, ki bi jih priporočali tudi za naše gledalke in gledalce, da vseeno zmanjšajo možnosti, da dobijo to bolezen. Danes sva že večkrat omenili kajenje. Še vedno je to najboljša preventiva, se pravi, da ne kadimo. Drugače bi pa jaz še to rekla, da tisti, ki imajo težave, kadilci, ki imajo neke težave, naj se ne obirajo in naj stopijo do zdravnika, naj poiščejo zdravniško pomoč, mladi pa naj ne začnejo kaditi. Tako, in s tem bova tudi zaključili nocojšnjo oddajo. Najlepše se vam zahvaljujem za vse koristne informacije in upam, da se še kdaj srečamo pri nas. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala. Tako, spremljali ste oddajo Halo zdravnik, v kateri smo se nocoj posvetili pljučnemu raku. V studiu sem gostila predstojnico oddelka za pljučne bolezni UKC Maribor, gospo asistentko Dušanko Vidovič, doktorico medicine, specialistko interne medicine in pnevmologije. V našo družbo vas vabim tudi prihodnji teden ob istem času na istem televizijskem kanalu, ko se bomo posvetili kroničnim boleznim jeter. Moja sogovornica bo specialistka gastroenterologije, gospa Andreja Ocepek, doktorica medicine z oddelka za gastroenterologijo in endoskopijo UKC Maribor. Ostanite zdravi in nasmejani. Srečno!